To so pa tudi eni izmed želej iz Rijež. Zdaj pa me zanima, zdaj smo v prvem delu, zdaj če me malce poveš nekaj besed v tem prvem delu. To delo je, kot se vidi, narejeno v mediju interneta. Vse svetovne prestolnice uvršča od najbolj do, skratka, glede na njihove trenutne temperature, ki se pač redno ažurirajo s pač obstoječimi tehnološkimi internetnimi postopki. Skratka, avtorica jih samo preprosto našteva od najbolj toplega do najbolj hladnega v tem trenutku. Je pa pod tomu se da prebrati tudi pač ekološke razsežnosti, globalno segrevanje in tako naprej. Mislim, malo več nivojev tisto. Ja, Zdaj, kako vstopijo v naslednjost? Od tega osebnega, da če se avtoriča na obsednosti s tem potovanji, vremenskimi razmerami na različnih koncih sveta, pri njenih sorodnikih, tam, kamor je namenjena, ki je trenutno in tako naprej. Letos so na razstavi sama minimalistična dela prevladujejo. To je taka zelo preprosta animacija mlade nastopnika, ki nam kaže enega konja v gibanju, ki se pravzaprav ne premika nikamor. Tukaj je avtor precej sam ironičen, konj, ki na en način tekmuje, tako kot on sam tekmuje za nagrado, neko še spet osebno izpoved postavil nek širši ironični kontekst. Zelo neobremenjeno, zelo igrivo, na en način banalno, po drugi strani pa precej spodbudno delo. Je animacija, ki je pravzaprav na en način zadržana, statična. In tukaj je pač pravzaprav kritika, pa mislim, gre za najbolj zaprto, vase zaprto, hermetično, osebno, čustveno delo na razstavi, po drugi strani pa za kritiko celega sistema hitenja, tega dirke današnjega sveta v skratka. Ki občasno tako nesmisel. Ki si prav neko zmago, neko uspeh postavi za cilj, za neko najvišje vrednoto. Cel ta sistem pravzaprav ironično presprašuje. Delo zelo nazorno se pravzaprav ukvarja z eno najbolj aktualnih problematik današnjega sveta, to je privatizacija vodnih virov v kontekstu globalnega kapitalizma. Avtorica si zamislila neko novo blagovno znamko vode, ki pravzaprav kritično opozarja na kopičenje vodnih bogastev v rokah izbranih parih megakorporacij globalnega. Bestan lepa. Skratka, po eni strani voda kot objekt, po drugi strani dokumentarec, ki je pravzaprav zelo poučno in kritično. Na drugi strani sobe pa? Delo kolektiva Small Dog Rangers, ki se ukvarja s statusom podobe, z formalno večplastnostjo podobe. Skratka, avtorja želita sprovocirati pogled gledalcev za predstavljanje z večjih različnih plasti, ker se pravzaprav ne ve več, kaj je podlaga in kaj je čez, kaj se nanaša na kaj in od teh nenavadnih kombinacij pravzaprav lahko nastane neka popolnoma nova povezava, ki ni takoj na prvi pogled razvidna. Delo, ki se sprašuje o statusu podobe in o smislu umetniške produkcije danes. Se v bistvu imajo vsa ta dela eno tako podobno? Imajo podobno linijo, ja.
Vseeno linija je to preizpraševanje umetnosti. Pač lastnega dela. To je kar pogost pojav. Hkrati so pa vsa dela nekoliko skromno zasnovana letos. Ni nekih spektaklov, ni nekih velikih nagovorov, ampak vsak se malo potegnil vase, najbrž strateško, najbrž prav zato, da bi s tem opozoril nas se bolj kot z nekim širokopoteznim delom. Ampak če se vsi štiri odločijo za to, potem se mi zdi včasih, da je razstava nekoliko revna, da nekaj manjka vmes. So pa povezave seveda na neki drugi ravni, ne tako na vizualni, ampak kot rečeno, problematika je morala tu nekje. Skratka, in ti umetniki, ki se prijavljajo, so se prijavili že z obstoječimi projekti, ampak ti projekti, ki so prijavili so se s svojimi portfoliji, z dokumentacijo svojih preteklih del, na podlagi tega so bili izbrani v finale. Ampak tukaj se pa zdaj predstavljajo z novimi deli, ne? Z novimi deli oziroma z deli, ki še niso bila predstavljena v Sloveniji. Lahko ni nujno, da so popolnoma nova dela, ampak je pogoj, da niso bila predstavljena v Sloveniji. Ker je relativno kratko od izbora finalista do danes je en mesec, kar ni toliko časa, da bi ljudje lahko razvili popolnoma novo delo. Vedno to delo temelji na nekih problemih, s katerimi se že prej ukvarjali. Vprašanje, kako je bilo želirati? Kako se bilo odločiti za nagrajence? Bilo je zelo težko in naporno, dolgotrajno, že prvič, že finaliste je bilo težko izbrati, danes pa še nekoliko bolj. Odločitev je bila težka in bilo je zanimivo. Bilo je zaradi tega to zanimivo, ker se ni bilo jasno od začetka, kako bo. V enem trenutku se je zaostrilo bolj, kot smo kadarkoli pričakovali, na koncu se je precej srečno zaključilo. Aha, se je verjetno tudi, kako so bila različna, kako je tudi sestavljena režija, ne? Mislim, da se žirija. Ja, skoraj da je vsak član žirije na začetku imel nekega svojega, ne bi rekel favorita, ampak potem, ko poskušaš, ker pač pravila narekujejo, to vrstno delo, se je pri vsakemu izčistila prav posebna vizija nagrajenca. In je potem bilo potrebno veliko usklajevanja naprej. Zdaj bomo pa še šli pogledati, kdo je tisti nagrajenec. Seveda.